fiskalno. Lahko računajo na podporo SDS? Šlo je bolj za izmenjavo mnenj. Naša stališča so jasna, so tudi zapisana v zakonu, ki je bil pripravljen v času, ko smo bili še na vladi, v teh prostorih. In smo takrat kot vlada predlagali precej striktne omejitve pri tem, da se ne porabi več, kot se ustvari. Ustava je bila spremenjena leta 2013, takrat je bilo zato fiskalno pravilo zapisano vanjo. Za dnem, ko je ta sprememba ustave začela veljati, bi se moralo začeti prilagajanje. Javnofinančno prilagajanje, vendar pod vlado Alenke Bratušek se to ni dogajalo. In letnica, ki je določena v ustavnem zakonu, s katerim smo spremenili ustavo, to je letnica 2015, se pravi leto, ki smo ga že začeli, je za to vlado dejanski problem. Pri tem prehodnem obdobju smo pripravljeni podpreti tudi bolj fleksibilno varianto. Mi smo pa pripravljeni podpreti zakon, ki bi spreminjal temeljno načelo ustavne spremembe, se pravi striktna pravila. Torej, prehodno obdobje, na podaljšanje prehodnega obdobja bi eventualno pristali ob nekih garancijah, da vlada misli resno, ne pa na to, da je vlada pri porabi za to ustavno določbo omejena. Kajti zato fiskalno pravilo je v ustavo zapisano ravno zato, da vlada nima skušnjav, da ni vlada tista, ki določa, da je situacija tako resna, da lahko porabi več, kot se pa zbere v proračunu, ampak da je to jasno določeno za neko formulo. Mi imamo v našem predlogu zakona tako imenovano švicarsko formulo, ki je eksaktna, ki omogoča, da se vnaprej ve, da je takšna situacija dejansko tako težka, ne pa da je to nekega fiskalnega sveta, ki ga vladna koalicija sama imenuje, ali pa od času, se pravi od volilnega leta, odvisno, kdaj vlada pač porabi še kakšno milijardo več kot zbor. To je neka konceptualna razlika, ki obstaja med našimi. A predlagano prehodno obdobje je za vas sprejemljivo ali je predolgo? Govorimo o različnih stvareh. To, kar vlada predlaga kot prehodno obdobje, je v bistvu nekaj, kar ni v skladu z tem, kar piše v ustavi. Ko mi govorimo o prehodnem obdobju, govorimo o tem, da smo pripravljeni pristati na to, da se letnica, ko morajo biti prihodki in odhodki uravnoteženi in brez primanjkljaja, in ta letnica je po ustavnem zakonu zdaj, se pravi 2015, premaknjen za kakšno leto, tako da vlada dobi dodatni manevrski. Torej, vi bi podprli, da se ta zadeva začne 2015 in recimo podaljša do 2016 ali 2017? Ne, mi bi podprli predstavitev letnice 2015, kam in kaj je stvar pač dodatnih izračunov in dogovora. Mi smo pa zato, da se v zakon zapiše, da je vlada tista, ki določi, kdaj je situacija tako težka, da lahko več porabi kot se ustavi. Sta še kakšne druge teme načela šlo za prvo srečanje po parlamentarnih volitvah? Dotaknili smo se še nekaterih drugih tem, ampak to je bilo v bistvu.